A pa čist tak, by the way, zdaj sem celi cajt na to ten kamnu gor sedel, ok, atlastavno, in v ritme ta zebe, da ti ne znam povedati. Ok, pa začnimo. Definitivno ima vsak weightlifter svoj torbi neke vrste športni trak. Okay? Ali je to široki, ali je to ozki, nima veze. Optimalno je, da nima samo enega. Okay? V bistvu, s tem trakom si povijemo palec in dejansko boljše je, da koža ostane na palcu, kot na palici. Okay? Tako da, športni traki, s katerimi si pač povijemo palec, obvezno oprema. Naslednja stvar, definitivno jo mora imeti vsak weightlifter. In to so te vlečke oziroma traki, s katerimi vlečemo palico. To nam dejansko omogoča, kadar delamo različne komplekse, predvsem takrat, ali recimo večje teže, ali več ponovitev, da se ne osredotočamo toliko na to, kako moramo palico držati, kako grip dejansko boli, kadar so večje kile, ampak na to, da dejansko lahko gib izvedemo čim bolj pravilno, oziroma razmišljaš na tiste stvari, ki dejansko pripomorejo k temu, da narediš dvig čim bolj pravilen. Zdaj, če mogoče ne veš, kaj je recimo neki kompleks, kompleks je recimo lahko sestavljen iz večjih vaj. Primer, imamo power snatch in potem narediš hang power snatch in na to še en hang squat snatch. Okay? To so bili tri različni dvigi, ki so bili dejansko en za drugim in ves ta čas, sploh ker smo delali od hanga oziroma iz visečega položaja, da nismo palice odlagali na tla, smo mogli skozi palico držati v rokah in dejansko to je dokaj stresno za naše podlahti, za našo dlan, da dejansko držimo gvihta skozi v rokah. Nam te vlečke, traki pomagajo, da si to namotamo okoli, potem palico držimo in je vse skupaj dosti lažje, ker se lahko osredotočamo na ostale stvari, ki so mogoče dejansko bolj pomembne. Ok, če smo že pri rokah, dlaneh, definitivno prije poštev traki za zapestja. Okay, idealno je, da imaš vsaj neke rezerve, ker včasih kiri ven pade iz torbe, je v pralnem stroju ali pa ga doma pozabiš, teda fajn je, da imaš več rezervnih. Kar se tiče same te opreme, ki nam pomaga, ki si jo ovijemo okoli sklepa. Ali je to za koleno, ali je to za zapestje, komolec, kaj se še kdo vse kam povija. V začetku sem bil jaz tak, da sem si povil vse, kaj je bilo mogoče, da sem dvignil čim več. In ti dodatki ti dejansko pač ti pomagajo švinglati. Okay? Oziroma ne toliko švinglati, ampak ti pomagajo, da za slabo tehniko nekaj dvigneš. Okay? In vsi vemo, da slaba tehnika pride do neke točke in pol se ostavi in gre samo navzdol, ali se poškoduješ, ali več ne dvigneš, ali morala pade, ali ti ni več treninga, bla, 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 bla. Okay? Tako da, tehnika je v weightliftingu bolj kot ne vse. Okay? Seveda, moč tuji. Ampak, ravno s temi dodatki včasih lahko malo prešpricamo pri izvajanju dobre tehnike in to nas potem enkrat tepe, slej ko prej. Bil sem isti in zdaj pač probam vse dvige dvigovati brez nekih dodatkov, razen, recimo, ko se prije dejansko do nekih večjih tež. Kak je za koga večja teža, to je pač čisto od vsakega odvisno. Pri meni je recimo neki tam, kak gremo tam neki do 90%, 85% maksimalnega dviga, sem že bolj ne. In kaj to pomeni? To pomeni, da mogoče več nimam tak zaupanja v sebe, da hočem neko dodatno podporo. In ta dodatna podpora, recimo pri zapestjih, so ti zapestni traki. Ne ravno toliko, da ti ta zapestni trak pomaga, ne vem kaj, ampak ti v glavo vliva neko zaupanje, ki ga dejansko rabiš, da narediš dvig 100%. Zdaj, seveda, če delaš PR, je to nekako logično, da če si navajen delati s tem, si daš dejansko nek tak dodatek na sebe. Okay? Definitivno, kadar delaš neke teže, ki še jih nikoli nisi dvignil, če delaš PR, je fajn, da imaš v sebe, mislim ne, da je fajn, moraš imeti zaupanje v sebe, da si zmožen, da bo vse šlo tako treba, zato ker pač, če nisi 100% v sebe, včasih tako, oziroma dostikrat pridejo do tega, to pripelje do poškodb.
Okay? Teda, to je bil samo en moj taki namig, oziroma ena izkušnja, ki sem jo pač skozi moj weightlifting pot naučil in probam pač to čim bolj popravljati. Torej, zapestni trakeci so zakon, če veš, kdaj jih uporabljati. Zdaj, če smo že pri zapestnih trakih in podpori za zapestja, gremo k kolenom. Obstajajo kolenčniki, recimo to so 7 mm, malo starejši kolenčniki 5 mm, potem imamo povoje za kolena in to je bolj kot ne to, kaj se tiče kolen. Zdaj, kolenčniki, jaz sem prišel pripravljen danes, pa ne bom butli spadal, pa bom prebral iz tega, kaj kolenčniki čemu služi. Performance, jače. Kaj ima pol? Support and stability. Ok, to, kaj sem govoril prej. Warmth and optimum compression. Ok, kolenčniki imajo eno to prednost, ker so pač neoprena, imajo to prednost, da pač na tiste mesto, ko so nameščeni, vse skupaj malo zagrejejo. Zato, ali je dobro ali je slabo, debata za drugič, občutek je boljši. Okay? In dejansko ti kolenčniki, ko ga imaš recimo na koleno, ti pomagajo k malo boljši stabilnosti, malo kompresije ti nudijo, vse skupaj se malo bolj zagreje, tako da se čutiš, da si dejansko pripravljen na neke dvige in ti vliva motivacijo, da lahko dejansko narediš mogoče dvig malo bolj agresivno, malo bolj z željo po novem PR-u in dejansko overall cool stvar, če veš, kdaj jo uporabljati. Potem pridemo recimo do povoja za kolena. Imamo takega, kot te lahko zdaj skozi vidim, ko raztegnem. Imamo pa takega, ko nič ne vidiš skozi, ker kako me raztegneš. Okay? Kaj je razlika? Recimo tale, okay, je zgolj tak, da ga imaš. Okay? Mogoče, če imaš malo otečena kolena, ne vem, si prejšnji dan malo kaj narobe naredil, ali pa mogoče imaš tak čisto malo kakšen problem, si malo poviješ, vse skupaj malo bolj stabiliziraš, spet občutek samozavesti je malo boljša in skvataš s tem. Ne nudi ti ravno toliko, da bi se rekel, da ti ogreje vse skupaj kot neopren, ampak nekateri zagovarjajo to, nekateri recimo kolenčnike, teda to je bolj kot ne ena ista stvar, ker res ne nudijo nekaj dosti opore, okay? Ker bolj se, ko ga raztegneš, bolj se skozi vidi, manj opore nudi. Okay? Kar ni nujno, da je to slaba stvar. Potem pa pridemo recimo do povoja za kolena, ki so recimo malo trši. Oziroma imajo več najlona, mislim, da najlon, kakorkoli, imajo več tega elastičnega materiala v sebi in to nam dejansko omogoča, če recimo ti tudi spadaš v tako skupino, kjer so ljudi, ki so noge, moč nog malo pod vprašajem, ne, moram več skvatati, jebi ga. Kadar greš na kaki PR, malo izkoristiš prednost naših prijateljev, znanstvenikov, kdo je pač to razvil, da to si namotaš okoli noge in ko recimo narediš nalog, clean, ti pomaga dejansko to se vstati iz lukne in ti pač pomaga narediti uspešen clean. Ali je to front squat, back squat, kakorkoli, powerlifte uporabljajo to vsaki dan, ni neka znanost, no. Glavne pač, to si poviješ, naravno ta razteznost tega materiala ti pomaga se vstati gor in s tem si pač lahko dvigno več. Okay? Tisti, ko imate močne noge kubiki, nijete s tem problema. Kaj še? Potem pa bolj, ko ne prijemo, okay. Kolenica za segrevanje, zdaj ne vem, kdo je ima, kot crossfitter, absolutno moram imeti, Ko še prijemo do opornih pripomočkov, pas, okay. Ta je bolj iz tekstila, ta je bolj powerlifterski pas, ki je, ne vem, po maja centimeter debeli, če ni več, se ne veze. Da, ne, ni glih neka preč udobna stvar, nisem čisto ziher, če ga lahko na tekmah uporabljam, da bomo videli. Drugače vsi poznate verjetno iz fitnessa tiste pase, ki so z umetnega usnja narejeni, tisti so tudi cool, v bistvu nima veze. Pas ti dejansko omogoča, da imaš, tvoj trup je bolj v stabilnem položaju, da si bolj močen, da si povezan kot enota od nog do glave, da dejansko lahko spet več dvigneš. Ista stvar kot s temi dodatki, ki ti pač ponujajo neko oporo, pazi, kdaj ga uporabljaš, uporabljaj ga res te, ko je nujno potrebno, ne ko se jajčkaš z 40 kilami. Ali pač s kolikimi se jajčkaš. Pol naslednja stvar, zdaj ne vem, kako spet ostali uporabljajo, ampak jaz, ko imam malo probleme z gibljivostjo, definitivno neke žogice, peanut,
večja žogica, mala žogica, floss bendi, valjčki, pa ostale stvari, ki še pač spadajo zraven, elastike, ki spadajo pač zraven k raztezanju. Definitivno weightlifterji to uporabljajo, ker tisti, ko imamo manj sreče, ki smo v preteklosti to tako delali, ne, z gibljivostjo, ne, ker je pač ne rajiš, ne, v fitnessu, moramo zdaj toliko več časa temu posvečati, okay? In gibljivost je definitivno v weightliftingu enega izmed najpomembnejših stvari, ker če nimaš, pač dviga ne moreš narediti tako, bi ga mogel. Ne, da nisi močen, enostavno pač ne moreš priti v pravi položaj. Teda, ko zrihtaš gibljivost, si narejaš že vsaj 50%, vse ostalo je še potem moč, tehnika in dejansko praksa. Ena stvar, ki sem jo pozabil omeniti. Sicer ne vem, kako mi je to ratalo, ker je to najpomembnejša stvar in najpogostejša stvar, ki jo imamo weightlifterji skupno. Weightlifting šuhi. Okay? Zdaj, kaj so weightlifting šuhi, zakaj so weightlifting šuhi? Ne, da so fluorescentni, ampak so trdi. Okay? Ne si greš nekaj premikati ravno, gibljivi so zgolj v tem predelu. Občutek imaš, kot da imaš pancere na nogah. Peta je zelo trda. Okay. Potem najpomembnejše, kaj je pri weightlifting šuhu, je to, upam, da se videlo, čakaj, fokus, yes. Da ima ta del dvignjen, okay. To je dvignjena peta, okay. To nam omogoča, da naredimo počep malenkost tehnično bolj pravilno, oziroma samo mehanika telesa se spremeni, kadar imamo weightlifting šuh gor, in to nam omogoča, da skvatnemo boljše, okay. In dejansko so weightlifting šuhi najpomembnejša stvar, ki jo imamo weightlifterji na sebi. Tisti, ki ste weightlifterji, če je v vaši torbi kaj drugega, ko je v moji, napiši pod komentar, objavi sliko, napiši na Facebooku, piši mail, kakorkoli, stopi kontakt z mano, fajn je, da malo predebatiramo, pridi na kakšen trening, ali pa prijem jaz k tebi, dajmo se spoznati, vsi drugi, ki bi radi probali weightlifting, dajmo se malo skontaktirati in upam, da pač čudite to strast do weightliftinga kot jo jaz, ker to je en tak šport, ki enkrat, ko ga začneš dejansko delati, nikak ne moreš, da ne bi bil brez njega. Tako da, to je bil četrti video iz serije, video, kaj imamo weightlifterji skupnega, se vidimo v naslednjem.